bi začeli kar s prvo predavateljico, to je odvetnica dr. Tereza Pertot, trenutno je na Univerzi v Trstu. Svoje izkušnje pa je imela že prej z doktoratom, ki ga je zaključila v Veroni, potem pa tudi v Nemčiji, v Bayreuthu, in se je potem vrnila januarja 2020 v Trst, kjer poučuje evropsko družinsko in dedno pravo na Tržaški univerzi. To pomeni, njeno predavanje bo o čezmejnem potrdilu o dedovanju. S tem srečujemo že nekaj let po evropski uredbi in predvsem v tem obmejnem področju, ker imamo sorodnike, premoženja in tako dalje na obeh straneh meje, je zagotovo to predavanje izredno zanimivo. Zato dobrodošlico izrekam prvi predavateljici in kar prepuščam besedo. Hvala lepa. Upam, da me vsi slišite. Če je kakšna težava, me prosim opozorite, ker imam včasih težave s povezavo, ampak navadno deluje. Najprej bi se rada zahvalila doktorju Jagodicu in seveda odvetniku Ozbiču za to prijetno povabilo, ki sem se ga zelo razveselila. Predvsem, ker nimam zelo pogosto priložnosti, da spregovorim o pravu v slovenščini. Tako da se moram vsakič ponovno pripraviti, ampak to je nekaj pozitivnega, ker se vsakič ponovno nekaj naučim. Recimo, tokrat sem se naučila, kdo je volilojemnik, kaj je volilo, tega nisem vedela. In potem sem videla, da je v publiki tudi marsikateri znanec in marsikateri prijatelj, tako da vseh zelo tako pozdravljam in me veseli, da se vse tukaj virtualno srečamo. Uvodom bom začela, oziroma začela bom s pravnim delom. Govorila bom, tako kot je že povedal odvetnik Ozbič, o evropskem potrdilu o dedovanju. Začela pa bom z nekoliko splošnejšim uvodom. In povedala bom, da so pravila, ki urejajo prehod zapuščine umrlega na njegove dediče in volilojemnike, zelo različna v različnih evropskih državah. Na primer, nekatere pravne ureditve poznajo tako imenovani nujni delež. V drugih državah je tako, da so najbližji svojci umrlega sicer zaščiteni, imajo pa v resnici pravico ne do nujnega deleža, več samo do vsote denarja, ki jo lahko terjajo od dedičev v primeru, da pač niso nič dobili na podlagi oporoke. To je nemški model Pflichtheitsrecht. Tudi osebe, ki imajo pravico do nujnega deleža, so različne v različnih evropskih državah in ravno tako je nujni delež različen v različnih pravnih ureditvah. Nekatere pravne ureditve recimo dopuščajo dedne pogodbe, druge ne. Drugačni so, kot bom kasneje povedala, tudi mehanizmi prehoda dediščine oziroma dokazovanja statusa dedica. No, razlike, ki jih je mogoče zaznati in ki seveda niso samo tiste, ki sem jih na hitro naštela, so do danes preprečile poenotenje materialno-pravnih pravil na področju splošnega dednega prava. Vseeno se je evropski zakonodajalec leta 2012 odločil, da sprejme uredbo, to je uredba številka 650/2012, ki se je začela uporabljati leta 2015. Gre pa v resnici za uredbo, ki zadeva predvsem kolizijsko, to je mednarodno zasebno in procesno pravo. Gre za uredbo, ki pomaga, da se določi, katero pravo se uporablja v primeru dedovanja s čezmejnimi posledicami, oziroma kdo so pristojni organi v takem primeru, in uvaja kriterij zadnjega običajnega prebivališča umrlega oziroma zapustnika. To se pravi, da v primeru dedovanja s čezmejnimi posledicami
se praviloma uporablja pravo države, v kateri je imel zapustnik ob smrti svoje običajno prebivališče, in ta isti kriterij se uporablja tudi navadno, to je običajno, tudi zato, da se določi, katero je pristojno sodišče za odločanje o dedovanju. Uredba pa ne unificira nacionalnih materialnih pravil dednega prava. Torej vsaka država še naprej ima svoja pravila na področju dednega prava, in ko se uporablja pravo določene države, praktično se uporabljajo tista pravila italijanska oziroma slovenska ali pa nemška. Uredba torej ne unificira nacionalnih materialnih pravil dednega prava z eno samo izjemo, in to je ravno Evropsko potrdilo o dedovanju. Evropsko potrdilo o dedovanju je enotni pravni instrument, katerega namen, isti instrument, ki velja za skoraj vse države članice praktično in ki je urejeno v uredbi 650/2012, in katerega cilj je omogočiti dedičem, volilojemnikom, izvršiteljem oporoke ali pa upraviteljem zapuščine, da dokažejo svoj status oziroma da uveljavijo svoje pravice in pooblastila v neki drugi državi članici, kjer se morda nahaja zapuščina ali pa del zapuščine. Kateri so razlogi za uvedbo Evropskega potrdila o dedovanju? Torej, potreba po Evropskem potrdilu o dedovanju je seveda postala očitna, predvsem zaradi čedalje večjega števila primerov dedovanj s čezmejnimi posledicami. Kaj je pravzaprav dedovanje s čezmejnimi posledicami, ki sem ga parkrat že omenila? Gre za dedovanje, ki zadeva več držav. Recimo, imamo zapustnika z italijanskim državljanstvom, ki pa je imel ob smrti običajno prebivališče v Sloveniji, ki pa je recimo zapustil tudi zemljišče v Italiji oziroma nepremičnino na Hrvaškem. No, ko pride do take oblike dedovanja, seveda se postavlja cel kup vprašanj. Predvsem je vedno večje število takih dedovanj s čezmejnimi posledicami pokazalo na obstoj zelo različnih mehanizmov dokazovanja položaja dediča v Evropi. Recimo, v nekaterih pravnih ureditvah je zato predvideno domače potrdilo o dedovanju. To je recimo nemški primer ali pa grški primer. V Nemčiji poznajo Erbschein. Poznamo pa tako potrdilo o dedovanju tudi v nekaterih območjih italijanske države. To so tista okrožja, tista območja, ki so kot Trst, na primer, ali pa Gorica, ali pa Bozen, zajeta v zemljiško knjigo. To so tista taktična območja, ki so pripadala Avstriji do Prve svetovne vojne. No, ko obstaja tako domače nacionalno potrdilo o dedovanju, za osebo, ki je na takem potrdilu določena kot dedič, se navadno domneva, da to tudi je. Torej, da ima tak status, da je dedič. In se domneva tudi, da je zato lahko vstopa v pravna razmerja, da lahko razpolaga s premoženjem, ki je del zapuščine, da lahko ima dostop do določenih bančnih tekočih računov umrlega in tako dalje. Takega pravnega instrumenta, potrdila o dedovanju, ne poznajo vse evropske pravne ureditve. V pravnih ureditvah, ki izhajajo iz francoske pravne tradicije, in to velja tudi za Italijo, z izjemo tistih okrožij, ki so kot Trst, Gorica, Bozen zajeta v zemljiško knjigo, pa se navadno uporabljajo drugačni mehanizmi dokazovanja statusa dediča. Navadno se uporablja tako imenovani akt de notoriété, mu pravijo Francozi, oziroma atto di notorietà, kot mu pravijo Italijani. Gre za listino, ki jo izda notar, samo izjava je tudi mogoča, ampak
navadno je to listina, ki jo izda notar, ki potrjuje obstoj določenega dejstva, v našem primeru položaj dediča, ki se navadno v praksi uporablja za to, da se dokaže status dediča. Gre pa za javno listino, ki v resnici ni namenjena za razliko od potrdila o dedovanju, ki ga poznajo druge države, oblikovanju neke domneve. Torej se ne domneva, da tisti, ki je označen oziroma identificiran kot dedič v taki javni listini, dedič tudi je. Torej tega se ne domneva. Pomen javne listine temelji predvsem na sankcijah, na negativnih posledicah, ki so predvidene za tiste, ki nekemu javnemu organu, notarju, podajo neresnično izjavo. Sklepa se torej, verjame se vsebini določene te javne listine, prav zato, ker se sklepa, da je tisti, ki je nekaj izjavil notarju oziroma javnemu organu, povedal resnico, ker ni hotel odgovarjati kazensko za neresnično izjavo, ki bi jo v primeru, da bi prišlo recimo do take, da bi ga pri tem, da bi do take neresnične izjave prišlo. Problem nastaja zakaj? Ker navadno tuji organi domačih potrdil in listin ne priznavajo. Recimo, nemške banke so navajene, da dediči dokažejo svoj status dediča tako, da predložijo nemško potrdilo o dedovanju, ki ga izda sodnik znotraj sodnega postopka. Tako da, recimo, nemški upniki, dolžniki, banke navadno ne zaupajo tistemu, ki prinese recimo javno listino, ki jo je izdal notar v neki drugi državi. Navadno ne zaupajo dediču, ki trdi, da ima tak status na podlagi take tuje javne listine. Prav zaradi tega je oblikovanje enotnega potrdila, ki ima enake pravne učinke v vseh državah članicah, zelo pomembno, ker državljanom pomaga, da izkažejo svoj status tudi v primeru dedovanja s čezmejnimi posledicami. Tudi recimo, ko gre za recimo italijanskega dediča, pri nemških bankah, nemških upnikih, nemških dolžnikih, govorim o Nemcih, ker sem veliko časa preživela v Nemčiji in zato poznam malo boljše nemško situacijo. Naj povem še to, da je potreba po vzpostavitvi mednarodnega potrdila na področju dednega prava bila določena že v Haaški konvenciji iz leta 1973 o mednarodnem upravljanju zapuščin. Torej, veliko pred Evropsko uredbo iz leta 2012. Haaška konvencija pa je začela veljati samo v 3 evropskih državah. In eden od razlogov za neuspeh te konvencije je bilo pomanjkljivo upoštevanje posebnosti kontinentalnih pravnih redov. Konvencija je namreč predvidevala uvedbo potrdila, katerega namen je bil določiti osebo, ki je pooblaščena za upravljanje dediščine oziroma zapuščine, torej ki je namenjena določanju administratorja praktično dediščine. Očitno je torej ta konvencija izhajala iz modela prehoda premoženja, ki ga poznajo sistemi s tradicijo common law, torej anglosaški sistemi, v katerih zapuščina preide na dediče posredno, to se pravi šele potem, ko dolgove poplača nek personal representative, to je nek osebni zastopnik. Kontinentalne pravne ureditve takega načina prehoda zapuščine ne poznajo. Zapuščina namreč običajno preide na kontinentu na dediče neposredno. Ne, da bi bila torej predhodno posredovana neki tretji osebi, nekemu administratorju, ki torej tako zapuščino upravlja. Pravni redi, ki poznajo tak neposreden prehod zapuščine,
lahko potem razdelimo še na dve dodatni kategoriji. Po eni strani imamo pravne rede, v katerih zapuščina po zapustnikovi smrti samodejno preide na dediče na podlagi načela, ki mu pravimo von Selbsterwerb. To pomeni, da ni potrebno dodatno dejanje za to, da nekdo postane dedič. V drugih pravnih ureditvah je za prehod zapuščine potrebno še dodatno dejanje. Recimo v Italiji sprejem zapuščine, v drugih državah, recimo v Avstriji, celo sodna določba. Mogoče Io ho fatto causa contro il centro estetico lì di Gradisca. Odvetnik Sancin, imate prižgan mikrofon, prosim. Ma sono partito con la dipende, sono partito con una perizia di parte e dopo sono a base di quelli. Ja, ne, prav. Kar nadaljujte, potem jaz ga pokličem. V redu. No, na podlagi tega, kar sem pravkar povedala, je torej očitno, da je Haaška konvencija iz leta 1973 uvedla neko potrdilo, da je določalo samo upravitelja zapuščine, ne dedičev oziroma volilojemnikov, sledila modelu posrednega prehoda dediščine, kakršnega poznajo recimo Angleži, anglosaški sistemi, ne pa tudi kontinentalni. Obratno, značilnosti obeh modelov, torej angleškega in torej kontinentalnega modela, pravilno upošteva Evropska uredba. Evropska uredba o dedovanju, ki ustvarja potrdilo, ki ga lahko uporabljajo tako upravitelji zapuščine in izvršitelji oporoke, kot pa tudi in predvsem dediči in volilojemniki. Ker gre namreč za potrdilo, ki potrjuje njihov status in ki omogoča uresničevanje pravic v drugih državah članicah. Torej, kar se tiče zdaj značilnosti EPD-ja, jaz se ne bi spuščala v podrobnosti, povedala bom samo tisto, kar se mi zdi najbolj zanimivo, o drugem se lahko potem kasneje pogovorimo. Naj povem, lahko vprašam samo, koliko časa imam še na razpolago, tako da ali sem ga že vsega porabila. Teoretično 12 minut do konca, vključno z razpravo, recimo. Ja, potem bom malo 7 minut, 10 minut. Bom še pohitela in bom končala z enim vprašanjem, o katerem se mogoče lahko še potem pogovorimo, predvsem tisti, ki so malo bolj praktični od mene. Kar se tiče značilnosti, naj povem, da se EPD, torej imenujem ga EPD, Evropsko potrdilo o dedovanju, izda na zahtevo. Zahtevo, ki lahko vložijo seveda dediči, volilojemniki, predvsem volilojemniki z neposrednimi pravicami v dedni zadevi, tako pravi uredba, in pa izvršitelji oporoke ali upravitelji zapuščine. Mislim, da je samo v zvezi zanimivo poudariti, da se uredba nanaša predvsem na volilojemnike z neposrednimi pravicami v dedni zadevi. Tako da so se avtorji vprašali, ali se s tem uredba nanaša samo na vindikacijske upravičence do volila ali pa tudi na damnacijske volilojemnike. To so tisti, ki morajo volilo praktično terjati od dedičev, torej ne postanejo lastniki volila takoj ob smrti zapustnika. In to je zelo zanimivo, ker recimo nekateri pravni redi, nemški na primer, vindikacijskega volila ne poznajo, poznajo samo damnacijskega, ker lahko potem sabo recimo privede do določenih dodatnih težav pri dedovanju s čezmejnimi posledicami. Kdo je organ izdajatelj tega pravila? Zmanjka glas, ne? Včasih. Jaz slišim. Slišite? Ok, dajte me opozoriti, če ste kaj izgubili. Kar se tiče organa izdajatelja, je tako, da se ta določi po splošnih pravilih, ki jih določa uredba. To pomeni, da
je kriterij, ki se ga upošteva, tisti, ki sem ga prej navedla, torej pristojni za izdajo so organi države, v kateri je zapustnik umrli imel svoje običajno prebivališče ob smrti. Kdo je konkretno pristojen, uredba ne določa. Uredba je namreč s tem v zvezi državam članicam prepustila možnost, da same določijo, kdo je organ, ki je pristojen za izdajo EPB-ja. Torej, da odločijo, ali je to sodišče ali pa notar. Italija se je odločila, recimo, da pristojnost dodeli notarjem. Druge države, Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, pa tudi nekatere druge, so določile, da bo pristojno sodišče. Uredba se potem ukvarja še s postopkom, vsebino EPB-ja. To so mogoče vprašanja, pri katerih se ne bom v katere se ne bom poglabljala. Nekaj bi še rada povedala o učinkih in o vpisu na podlagi EPB-ja. Torej, kar se tiče učinkov, naj povem, da je tako, da se EPB samodejno uporablja v vseh državah članicah. To pomeni, da ni potreben nek dodaten postopek, da se prizna EPB, torej potrdilo v neki drugi državi članici. EPB je povezan z domnevo. Z domnevo, da so bili ugotovljeni elementi točni in da tisti, ki je v potrdilu omenjen kot dedič, polilojemnik, izvršitelj, upravitelj, zares ima ta status oziroma da ima pravice, pooblastila, ki so navedena v potrdilu. Zanimivo je, da evropsko potrdilo o dedovanju zagotavlja zaščito tudi tretjim osebam. To pomeni, da za vsakogar, ki na podlagi podatkov, ki so navedeni v potrdilu, recimo izvrši plačilo ali izroči premoženje osebi, ki je v potrdilu navedena kot pooblaščenec za sprejem tega plačila oziroma premoženja, torej se šteje, da je posloval z osebo, ki je pooblaščena za sprejem plačila ali premoženja. Zaščita se na to nanaša tudi na osebo, ki prejme premoženje od osebe, ki je navedena v potrdilu, v evropskem potrdilu, kot oseba, ki ima pravico, da razpolaga s takim premoženjem. Za konec še nekaj o vpisu na podlagi evropskega potrdila. Vzpostavljanje se uporablja tudi v postopku vpisa v nacionalne registre. EPB je namreč na podlagi uredbe veljavna listina za vpis zapuščine v ustrezni register države članice. Problem je, da se zaradi negotovosti razlage določenih členov uredbe postavljajo vprašanja, ko se tiče prepletanja nacionalnega in evropskega prava. Recimo, lahko bi se vprašali, ali EPB nadomešča tiste listine, ki so običajno potrebne na podlagi nacionalne zakonodaje za vpis v domače registre. Naj navedem eno nemško-italijansko kot primer, nemško-italijansko zapuščino, vključno z nepremičninami v Italiji, recimo v Milanu. Če se v takem primeru uporablja nemško pravo, ker je recimo zapustnik imel svoje zadnje običajno prebivališče v Nemčiji, bi upravičenec postal dedič brez potrebe po sprejemu dediščine. Na podlagi načela, ki sem vam ga prej omenila, to je tistega von Selbstverwerba, ki velja v Nemčiji, na podlagi katerega torej dediči ni treba, da sprejmejo zapuščine. Postanejo dediči, ne da bi bilo potreba, da bi dediščino sprejeli. Problem je, da italijansko pravo zahteva sprejem dediščine
oziroma zapuščine, ne samo zato, da nekdo postane dedič, v tem primeru nas to ne zanima, ker se uporablja nemško pravo, temveč tudi zato, da lahko recimo neko transakcijo mortis causa vpišemo v nacionalne registre. Tu seveda ne govorim o Trstu in o Gorici in o tistih okrožjih, ki so zajeta v zemljiško knjigo. No, postavi se seveda vprašanje, ali EPB, Evropsko potrdilo o dedovanju, ki ga je recimo izdal nemški organ, ali je tako evropsko potrdilo zadostna listina za vpis v italijanske registre, ali pa lahko recimo italijanski registri zahtevajo tudi tisti akt, tisto dejanje sprejema zapuščine za vpis v nacionalne registre, ki ga navadno zahtevajo, ko pač je treba neko transakcijo vpisati v take registre. Problem se postavlja ravno v takih primerih, ko sem jih navedla, nemško-italijanski primer, ko se uporablja nemško pravo, ki sprejema dediščine ne potrebuje, ki ne zahteva sprejema dediščine. No, za konec še to. Uredba se ni dotaknila nacionalnih instrumentov, ki se navadno uporabljajo za dokazovanje statusa dediča v posameznih državah. Taki instrumenti torej soobstajajo z evropskim potrdilom o dedovanju. To pomeni, da evropsko potrdilo, kot ga poznamo v Trstu, potrdilo o dedovanju, certificato di eredità, kot ga poznamo v Trstu, Gorici, še vedno obstaja. Tako da se postavlja vprašanje interakcije tega domačega potrdila o dedovanju in evropskega. Recimo, mi vemo, da na podlagi nacionalne zakonodaje je za vpis pravice v zemljiško knjigo navadno potrebno domače potrdilo o dedovanju. Tako da bi se lahko vprašali, ali recimo za vpis v državi, v kateri se nepremičnine nahajajo, torej ali je mogoče, da se tak vpis opravi direktno na podlagi EPB-ja, ki ga je recimo izdal pristojni tuji organ, ali pa je treba v takem primeru pridobiti tudi domače potrdilo o dedovanju. Jaz vam samo povem, da so Nemci, kar se tega tiče, spremenili svojo nacionalno zakonodajo in eksplicitno priznali, da se lahko vpis v zemljiško knjigo Grundbuch doseže tudi na podlagi evropskega potrdila o dedovanju. Tega Italijani niso storili, tako da se vprašanje postavlja. In tu zaključim svoje predavanje s vprašanjem. Pomislite na primer slovensko-italijanskega dedovanja. Ob upoštevanju slovenskega prava, vključno z nepremičninami, ki se nahajajo v Trstu, kjer poznamo zemljiško knjigo. V Trstu je za vpis dednih pravic v zemljiško knjigo, kar mi je znano, potrebno domače potrdilo o dedovanju. EPB, torej evropsko potrdilo, ni izrecno navedeno kot listina, na podlagi katere se lahko opravi vpis v zemljiško knjigo. Lahko bi se torej vprašali, ali je recimo EPB, ki ga dosežemo od slovenskih organov, od slovenskega zapuščinskega sodišča, zadostno za to, da dosežemo vpis v zemljiško knjigo v Italiji, ali pa je potrebno, da zahtevamo v Italiji oziroma da pridobimo v Italiji tudi domače potrdilo o dedovanju, poleg evropskega, zato da pravico vpišemo v zemljiško knjigo. Hvala lepa in oprostite, če sem se malo predolgo govorila. Najlepša hvala. O tem bi lahko predavali tudi 3 ure in razgrabljali. Zdaj prvo me zanima, če so kakšne vprašanja, tukaj v klepetalnici ne vidim nikogar. Če se kdo glasi od današnjih slušateljev, drugače jaz sem par razmišljanj. Morda dokler se me kdo pojavi. Zdaj, če začnemo tle pri koncu, v Italiji, predvsem recimo tržaški zemljiško-knjižni sodnik, istočasno izdaja tudi potrdila o dedovanju v Trstu, te certificato di eredità. V prvi fazi, mislim, pred več kot letom ali 2 letoma, je trdil, da je potrebno še
imeti potem italijansko potrdilo na podlagi ali tujega ali evropskega. Zdaj je prav, mislim, pred 12 meseci ali nekaj več, spremenil vizijo in ne trdi samo, da je dovolj evropsko potrdilo ali drugo potrdilo o dedovanju, ampak celo trdi, da se lahko notarja zaprosi v Italiji, da izda evropsko potrdilo in da se lahko že s tistim tudi vpisuje v zemljiško knjigo v Italiji in potem tudi v drugi državi. To pomeni, da če imamo nepremičnine iz dveh držav, bi lahko celo šli k italijanskemu notarju, naprimer v Italiji, in zaprosili, da nam izda to potrdilo. Zdaj, glede pristojnega organa. Če se motim, tudi takrat, ko so pristojni italijanski organi, ne? Mislim, da se je v tem smislu izrekel. Tudi, zdaj ne vem, ker tam mi ni jasno, če tudi, ko so samo italijanski organi, da vseeno lahko gre k notarju in mi kar izda, samo tam ne, ker ni enega tujega elementa. Zdaj, potem se ukvarjamo z raznimi problemi v praksi, naprimer, glede pristojnega organa, če gledamo malo na varstvo potrošnikov, čeprav nismo na področju, Italijan, ki mora zaprositi za evropsko potrdilo, mora k notarju in ga to stane vsaj 1100 evrov minimalna tarifa. Je to nekdo v Sežani ali v Sloveniji gre na sodišče in mislim, da je zastojna ali minimalna sodna taksa. Potem na začetku, na primer, slovenska sodišča so zelo specifično aplicirala in tudi italijanska to uredbo in ko je bila oseba umrla v drugi državi, so rekla, mi nimamo jurisdikcije tukaj, naj se ukvarja drugo sodišče. Zdaj sem videl tudi primere, kjer na primer v Italiji sploh ni bilo premoženja ali je bilo minimalno in bi evropsko potrdilo pri notarju stalo 20% vrednosti celotne zapuščine in zato v teh primerih celo nekatera slovenska sodišča dopuščajo, da vseeno provedejo zapuščino v Sloveniji. Zato jaz se sprašujem, ta uredba je kogentna, to pomeni, da jo morajo sodišča aplicirati, lahko v določenih primerih reče, ja, tudi če oseba umrla v drugi državi oziroma bivališče je bilo tam, vseeno bom jaz izdal iz praktičnosti ali iz drugih razlogov evropsko potrdilo. In še eno, to je eno vprašanje in drugo je, glede vedno v tej uredbi je tudi o izbiri prava, to pomeni, da oseba, ko je še živa, lahko izbere pravo. In drugo vprašanje je, v kateri obliki mora biti ta izbira prava, v notarski listini, v oporoki ali dovolj, da napiše na list papirja in se podpiše kot z lastnoročno napisano oporoko. Začela bom kar od kraja, mislim, drugega vprašanja, ki se mi zdi, da je, ni da je lažje, ampak se mi zdi, da na katerega lahko odgovorim tudi na podlagi tega, kar izhaja iz uredbe. Tega nisem povedala. Povedala sem samo, kateri je glavni kriteriji. Da me ste, ker mi računalnik sporoča, da povezava ni najboljša. Če odključite video, morda je najboljša. Video, verjetno. Ja. Ok. No, kot sem začela, kot sem povedala, je torej glavni kriterij, da se določi, kjer se uporablja na podlagi pravo, mislim, kriterij zadnjega običajnega prebivališča. Številka 21 pa seveda, oziroma v členu številka 22 je omenjena tudi možnost izbire prava. Torej, tale člen trdi, da je torej lahko že za časa svojega življenja izbere pravo neke druge države kot pravo, ki se uporablja, ne katerekoli druge države, temveč države, katere državljanstvo ima v času izbire oziroma ob smrti. In to je, mislim, zelo pomembno, predvsem, ker je
recimo, veliko se govori recimo o ljudeh, ki potem, ko grejo enkrat v pokoj, se veselijo, ne vem, Nemci odhajajo na Majorko, Minorko, nekateri preživljajo zadnje leta svojega življenja, ne vem, v toplih krajih. Vseeno pa recimo imajo še naprej dediče v državi, iz katere izhajajo, katere državljanstvo imajo. Osebam navadno svetuje, da izberejo pravo, drugačno pravo od tistega, recimo od prava države, v katerem prebivajo pred smrtjo. Kar se tega tiče, potem glede oblike, ne, te izbire, če mora biti v kakšnem... Pravi, da je, torej, izbira prava se izrecno navede v izjavi, ki ima obliko razpolaganja za primer smrti, ali pa jasno izhaja iz določil takšnega razpolaganja. Torej, v neki oporoki bi se lahko recimo določilo, kot sem vam prej povedala, po mojem, ko govorimo o izjavi, ki ima obliko razpolaganja za primer smrti, ko imamo dedne pogodbe, bi lahko mogoče, ampak ni seveda italijanski primer, bi se lahko vprašali, ali lahko tako izbiro tudi, recimo, lahko taka izbira vsebovana tudi znotraj dedne pogodbe, ker mislim, da je tudi možen primer. Znotraj oporoke pa je to, recimo, bi se lahko izbralo kot pravo neke druge države. Sprememba ali pretis izbire prava izpolnjuje zahteve glede oblike sprememba ali pretis. Mislim, da je tisti paragraf oziroma tisti člen, ki sem ga omenila, edini, ki ga uredba omenja, kar se tiče. Torej, mora imeti isto obliko, kot jo ima lahko poroka. Potem mogoče še to materialno veljavnost listine, v kateri je bilo izbrano pravo, ureja izbrano pravo. Torej, ponovno je treba potem gledati, katero je pravo smo pač izbrali in na podlagi tega. Drugo vprašanje je bilo glede te, rečemo, kogentnosti uredbe, če obvezuje sodišča, lahko... Meni se zdi, da je, kar se tega tiče, jaz nisem praktičen tip. Meni se zdi, da je treba upoštevati to, kar pač trdi uredba in torej to, kar navajajo členi 4 in naslednji. Ker se ti v resnici tudi mislim, da so ti členi tisti, ki jih je treba uporabljati tudi takrat, ko se izda evropsko potrdilo o dedovanju. In to je Evropsko sodišče jasno povedalo tudi v primeru Oberle, v zadevi Oberle, da se tisti členi vedno uporabljajo. Ne vem, če imate vi, seveda iz prakse, kot sem razumela, imate vi drugačne izkušnje. Manj obremenjena sodišča v Sloveniji potem pomagajo na tak način, da izvedejo vseeno v določenih primerih postopek, na primer Sloveniji, ko v Italiji ni bilo premoženja ali je bilo tako majhno, da ni bilo nepremičnin in zato je bila samo napoved na davčni upravi, ali niti tista ne, ker so bili zneski tako majhni in je šlo za sinove oziroma te v prvem dednem redu. Nekaj se mi zdi, da... Oprostite. V teh primerih, recimo, čeprav druga sodišča, če imenujem Koper, ki ima ogromno dela, pa se je od vsega začetka upiral temo in ko je videl, da je običajno bivališče v Italiji, je preusmeril dediče na italijansko sodišče. Zdaj, tukaj imam tudi še eno vprašanje, ki smo delno odgovorili. Tukaj je Vesna Škrkli sprašuje tisto, če se lahko v okrožjih, ki so zajete v zemljiško knjigo v Italiji, potem vpisuje nepremičnine v zemljiško knjigo v Sloveniji z italijanskim domačim potrdilom. Zdaj, lahko povem, da slovenska sodišča zdaj to dovoljujo, oziroma jaz sem videl nekaj primerov, ne vem, če je to praksa vseh zemljiško-knjižnih sodnikov v Sloveniji. Sprašujejo, mislim tudi podobno je z nemškimi potrdili o dedovanju, da je ali v potrdilu italijanskem, nemškem, da so navedene tudi slovenske nepremičnine,
ali vsaj v predlogu, s katerim od sodišča zahtevamo, na primer v Italiji, ta ricorso per certificato di eredità, izdajo sklep o dedovanju v Italiji, da navedemo slovenske nepremičnine. To vem, da je praksa nekaterih zemljiško-knjižnih sodišč. Zdaj ne vem, če to so smernice na državni ravni ali kaj. Kje vas lahko nekaj vprašam? Mislim, da je ena razlika je tudi v tem, recimo, ali je domače potrdilo izdal sodnik znotraj sodnega postopka ali pa ne, ker vem, da v Nemčiji recimo imajo predvsem probleme s tistimi listinami oziroma, ki jih navadno kot listinarska listina, ki sem jo prej omenila, ki recimo ni izdalo sodišče. Potem je lažje, recimo, ko gre za dokument, ki je pač nastal v sklopu nekega sodnega postopka. Kaj vas lahko vprašam, če torej je na podlagi vaše prakse tako, da je vpis v zemljiško knjigo na podlagi recimo italijanskega certificata di eredità možno tudi brez priznavanja nekega dodatnega postopka? Ja, žalost smo imeli že take primere, ki je bilo dovolj prevesti potem italijansko to potrdilo o dedovanju, certificato di eredità. Pogoj je bil ta, da so nekje navedene slovenske nepremičnine in potem je slovensko sodišče, zemljiški knjižni sodnik oziroma referent vknjižil na podlagi tega. Zato nismo potrebovali niti evropskega potrdila o dedovanju vmes, ampak se je direktno vpisovalo na tej podlagi. To je odgovor na to vprašanje. Zdaj ne vem, ker nismo še toliko prakse, če temu sledijo vsa sodišča. Ta referentka na tistem sodišču je rekla, da isto delajo z nemškimi potrdili o dedovanju in to pomeni, da sledijo istemu postopku. Mislim tudi za avstrijska, to pomeni vsi ti zemljiško-knjižni sistemi, da sledijo temu postopku. V redu, nažalost čas nas preganja. Jaz bi se najlepše zahvalil doktorici Terezi Pertot za ta poseg. Zdaj je še eno vprašanje tukaj, če mi dopuščajo še 3 minute. Ali izhajajo obravnavane razlike med Nemčijo in Italijo iz različnih osnov, če obstajajo med germanskim in rimskim pravom? Ja, nekatere so prav, mislim, ne tiste, ki sem jih omenila, ampak predvsem recimo, kar se tiče nujnega deleža, o tem nekaj več vem, so razlike prav v tem, da nemško pravo sledi rimskemu sistemu, italijansko pa z nujnim deležem, francoskemu, ki je mislim, bližji germanski tradiciji. Po germanski tradiciji ostajajo gut rind wie blut, pravijo, mislim, so temu pravili Germani. Torej, imetje je kakor kri, torej imetje ostaja v družini. Medtem ko so imeli, mislim, rimska tradicija ta, da se lahko navadno razpolaga s premoženjem. Tako, v Nemčiji se lahko razpolaga s premoženjem veliko bolj kot recimo v Italiji in tudi zaščita svojcev, teh nujnih dedičev, je manjša kot tista, ki jo priznavamo v Italiji oziroma v Franciji, vsaj pred reformo leta 2006. Torej, razlike so tudi različne osnove, germanska in rimska. Ja, pravilno. V redu. Čeprav, če se ne motim, največ ostankov rimskega prava je v nemškem pravu, največje vsebine. Ja, tudi oni, njihov BGB ima osnove v pandektistiki, tako da je... Medtem ko italijansko pravo je bilo veliko pod vplivom francoskega in zato je bolj francosko. Pod vplivom francosko je nekako vezano to germansko tradicijo, vsaj kar se tiče dednega prava, in potem v določenem trenutku pride do neke kontaminacije v italijanskem pravu med obema sistemoma, ker so Italijani veliko gledali tudi na nemško pandektistko pred letom 2040, da pride do neke združitve obeh sistemov. V redu, najlepša hvala. Upam, da bo še priložnost za kakšna taka soočanja, ki so zelo zanimiva. Hvala vam. Najlepša hvala še enkrat.